Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji medobčinskega nogometa. Pred nami je tekma prvega kroga, gre za derbi tega prvega kola v letošnji sezoni med domačo Marjeto ter gostujočo zasedbo iz Pesnice. Obe moštvi sta lansko sezono končali zelo skromno, dejansko pod pričakovanji bi lahko rekli. Nogometaši iz Dravskega Polja so končali na 5. mestu, Pesničani pa še kar 3 mesta niže, se pravi na 8. Vsekakor vse prej kot zadovoljiv podatek, tako za ene kot druge, a jasno danes se vse skupaj začenja znova, nova sezona, nova zgodba bi lahko rekli, obojni pa za uvod v to prvenstvo želijo zmagati in s tremi točkami, ki bi jih prejeli ob zmagi, seveda na nek način napovedati boljše čase. Preletimo še obe začetni postavi, pri domačih v vratih Štuhec, v obrambi z leve proti desni Špehonja, Prejac, Petrovič ter Kolar, zadnji zvezni nogometaš bo Gorazd Gorinšek, pred njim Gajser, Ekart, Kovačič ter Nino Franci, najbliže nasprotnikovim vratom pa tekmo začetnja Peterka, trener domače zasedbe Daniel Voglar, pri gostih iz Pesnice pa v vratih Drobnjak, v obrambi s 3 nogometaši, to so Šegula, Aljaž Babšek ter Mulec, v zvezni vrsti Pilih, Knupleš, Žan Babšek, Gregor Pešl ter Rožič, v napadu pa z 2 nogometašema, to sta Blaž Roškarič ter Vajs, trener gostujoče zasedbe pa je Dejan Lazič. Dolžan sem vam še sodnike tega obračuna, glavni delilec pravice bo Damjan Novarlič, njegova pomočnika pa Gregor Eder in Aljaž Žurman, delegat tekme pa je Adi Vidovič. Sredine igrišča bodo krenili nogometaši v rdeči športni opremi, gre za zasedbo Marjete, medtem ko bodo Pesničani ta obračun odigrali v modro-zelenkasti športni opremi. Ekipi sta zadnjo medsebojno tekmo odigrali v lanskem prvenstvu v zadnjem 9. krogu pred prekinitvijo, seveda na koncu so se zmage z 0:2 veselili nogometaši Marjete. Oba zadetka smo videli v prvem polčasu, za vodstvo nogometašev z Dravskega Polja je v 23. minuti poskrbel Peterka, končnih 0:2 pa je v vzdihljajih prvega polčasa postavil Gajser. Pešl. Znova pri žogi Pešl, vrača do Mulca. Ta je znova proti Pešlu. Gregor Pešl, zelo kvaliteten nogometaš v zvezni vrsti, zelo težko mu je odvzeti žogo. Podaja sedaj proti Vajsu. Neuspešna, Štuhec hitro na desno stran, kjer je Franci. Franci spodajal prostor, odkrival se je Peterka, uspešnejši od njega pa številko 5 Šegula. Mulec proti Roškariču, prekršek nad slednjim. Šegula. Žan Babšek. Aljaž Babšek medtem na levo stran znova proti Šeguli. Pilih. Prekršek Gorinška, hitro so ta prosti strel izvedli Pesničani. Pešl na desno stran, kjer se je v napad vključil Mulec. Rožič je iskal Roškariča, uspešnejša obramba domačih. Na desni strani se nekaj prostora odkriva Franciju, a še enkrat več je Šegula dobro prebral namero domačega moštva. Babšek. Šegula. Šegula je spodajal, iskal napadalca Vajsa. Še enkrat več uspešna domača obramba. Petrovič mirno vrača proti Kolarju. Gorinšek. Peterka. Manjši nesporazum sedaj med Peterko ter Ekartom.
Knupleš je lepo našel Pešla. Ta vrača Šeguli, zaenkrat še v teh uvodnih 4 minutah brez kakršnekoli nevarnosti za vrata obeh vratarjev. Po večini dvoboj poteka na sredini igrišča. Znova Pešl, Weiss, uspešnejši od Weissa Kolar. Kolar, nekaj prostora ima Kolar sedaj na desni strani. Franci je s takošno podajo iskal Kovačiča. Gorinšek. Vidimo, da v teh trenutkih domači na nek način prevzemajo pobudo. Špehonja je poizkusil s predložkom pred vrata v bloku Mulec in to bo prvi udarec iz kota na tem obračunu, pripadel bo domačim. Izvajalec bo številko 16 Gorazd Gorinšek. Bomo videli, ali lahko vidimo prvi strel na vrata iz tega standardnega položaja. Morda celo kakšno nevarno situacijo za vratarja Drobnjaka. Gorinšek proti oddaljenejši vratnici, kjer je bil dobro postavljen Franci. Na koncu zgrešil žogo, tako da brez prave priložnosti oziroma pravega strela na vrata. Še enkrat si to situacijo lahko pogledamo v počasnem posnetku. Dobra podaja je bila to Gorazdga Gorinška, medtem pa gostje poskušajo z organiziranim napadom na nek način prebiti to zvezno vrsto domačih. Šegula, Knupleš. Znova Šegula, Knupleš mirno vrača do Aljaža Babška. Pešl. Višje so sedaj domači pritisnili že pri sami organizaciji napada gostov. Štuhec medtem mirno proti Prejacu. Prejac z visoko diagonalno podajo, kjer se je v napad vključil Kovačič. Še enkrat več mirno obramba gostov. Pilih vrača proti Šeguli. Žan Babšek takoj na kratko proti Pešlu. Še vedno posesti Pešl. Podal napad proti Roškariču. Dobro je žogo zadržal Roškarič, odložil proti Aljažu Babšku. Ta je videl tekajočega Weissa, vendar le na mestu obramba domače ekipe. Gorinšek mirno proti Kolarju. Kolar je še enkrat več z visoko podajo iskal Francija, znova uspešnejši od slednjega Šegula. Veliko prostora ima sedaj Rožič. Rožič s podajo prostor proti Roškariču. Brez težav na koncu za Prejaca, ki je še enkrat več uspešno odreagiral. Gorinšek znova na desno stran, kjer je Kolar. Lahko vidimo, da v teh 8 minutah domači po večini poskušajo z napadi po desni strani. A manjka še tista zadnja podaja v prostor, ki bi na nek način omogočila priložnost. Kolar znova na mestu Šegula. Kolar. Dan je pritisnil
Žan Babšek in ga spravi v težave ter na koncu tudi priboril posest svoji ekipi. Pilih proti Knupležu, Knuplež vrača do Šegule, znova Knuplež. Gostje zaenkrat še niso uspeli nevarne zapretiti oziroma vsaj na nek način priti do položaja, kjer bi lahko sprožili na vrata Štuhca. Po večini se njihovi napadi končajo v zvezni vrsti Špehonja. Out za domače, izvajalec Špehonja. Iskal je Peterko, vmešal se Mulec. Roškarič najvišji v skoku, vendarle znova do žoge domači. Gajser, Peterka. Peterka takoj spoda prostor proti Špehonji. Špehonja je videl tekajočega Kovačiča na mestu Aljaž Babšek. Še enkrat ta lepa akcija domačih, ki še vedno pritiskajo na vrata Drobnjaka. Podaja proti oddaljenejši vratnici, kjer je Kovačič, Kolar. Kolar s predložkom v kazenski prostor, še enkrat več na mestu Aljaž Babšek, Roškarič. Roškarič v zvezno vrsto, kjer je Pešl. Pešl proti Vajsu, sedaj se nekaj več prostora odkriva Vajsu. Vajsu samostojni akciji, na koncu pa brez nevarnosti za domačega vratarja. Prva obetavna akcija, bi lahko rekli, Pesničanov. Poglejmo še enkrat, tole podajo prostor, na koncu pa Vajs. V samostojni akciji, a brez nevarnosti za Štuhca, brez prave zbranosti v zaključku akcije. Kolar. Petrovič. Kolar. Kovačič. Peterka, znova Kovačič. Kovačič lepo proti Gajserju. Gajser. Peterka, dvojna podaja teh dveh nogometašev. Gajser s prenosom igre na levo stran, a prehitra podaja za Špehonjo. Iz avta bo za Pesničane metal Mulec. Lepo Gorinšek proti Ekartu. Peterka. Peterka v bloku Šegula. Znova Gorinšek. Proti Ekartu, a še enkrat več. Z dobro obrambno reakcijo Aljaž Babšek. Kolar. Kovačič. Še vedno Kovačič v dvoboju s Knupležem. Uspešnejši je bil Kovačič. Lepa podaja proti Peterki. Kovačič v samostojni akciji. Babšek proti Pešlu. Uspešnejši od Pešla Gorinšek. Kovačič, znova lahko vidimo, da v teh trenutkih domači stopnjujejo tempo igre. Nikakor izpred svojega kazenskega prostora ne spustijo Pesničane. Ekart je sprožil obramba Drobnjaka. Pilih vrača Drobnjaku, ta pa žogo pošilja v avt. Sijajen strel je bil to Ekarta, izkazal se vratar Savo Drobnjak. Še enkrat več ta poizkus domačega vezista. Gajser proti Franciju, drugi udarec iz kota za Marjeto.
Izvajalec bo številko 7 Gajser. Gajser proti bližnji vratnici, kjer se je dobro znašel Peterka. Žoga je na koncu zgrešila cilj, a iz minute v minuto domači stopnjujejo svoj nivo igre in redno prihajajo do priložnosti. Še enkrat več si pogledamo to podajo na bližnjo vratnico. Dobro je odreagiral Peterka, žoga je za kakšen meter na koncu zgrešila gol. Pilih vrača proti Šeguli. Šegula vse nazaj do Drobnjaka. Prosti strel sedaj za gostujočo zasedbo. Pesničani še vedno razen tistega strela Vajsa. Brez kakršnekoli resne priložnosti. Rožič znova je podaljšal proti Vajsu. Dovolj hiter je bil slednji. Prekršek na koncu Prejaca. Prosti strel bo za Pesničane sedaj izvedel Mulec. Mulec proti bližnji vratnici, kjer je bil najvišji v skoku. Roškarič, strel, Vajsa, obramba Štuhca. Izjemna priložnost je bila to za Pesničane. A na nek način tudi nekaj sreče za Marjeto, da je strel Vajsa zadel Štuhca. Poglejmo še enkrat to situacijo. Z voleja na koncu pa strel direktno vratarja Štuhca. Ostaja 0:0. Roškarič proti Babšku, ta do Pešla. Še vedno Pešl lepo prostor. V napad se je vključil Žan Babšek. Babšek s predložkom, najvišji na koncu Špehonja. Knupleš pa nenatančen pri oddaji žoge proti Pilihu. Špehonja je osvojil veliko prostora, še vedno Špehonja. Peterka. In Gajser na koncu v nesporazumu. Golavt za Drobnjaka. Mulec z visoko podal napad, ker je Roškarič. Mirno je na koncu vse skupaj razrešil Prejac. Že v prvem krogu v včerajšnjih terminih seveda smo videli en rdeč karton, prejel ga je vratar Rač Rene Glušič v 75. minuti. Pokazanih pa je bilo v včerajšnjih obračunih kar 14 rumenih kartonov. Danes zaenkrat spremljamo športen obračun brez kakršnih ostrih štartov, zelo malo je bilo tudi prekrškov. Peterka vrača Ekartu. Ekart znova strelom, tokrat brez prave moči, prave nevarnosti za Drobnjaka.
Zelo podobnega položaja kot nekaj minut pred tem je sprožil Ekart. Babšek uspešnejši od Kolarja, Rožič vrača proti Mulcu, ta na desno stran znova do Rožiča. Mulec s podajo proti Roškariču. Špehonja in Pešl v dvoboju, prekršek Špehonje. V pripravljalnem obdobju so nogometaši Marjete odigrali 5 dvobojev, uspeli 3-krat zmagati ter še doživeli 2 poraza. Premagali so Cirkulanes 3-2, Frams 5-0 ter Podvince z 2-1, doživeli pa 2 poraza na 35. memorialu v Staršah Mirka Dobnika. Dobrovce so bile boljše z 1-0, medtem nova priložnost za domače, sprožil je Franci, še enkrat več pa se je z obrambo izkazal Drobnjak. Kot že rečeno, tudi 2 poraza, ta sta bila proti Dobrovcam z 1-0 ter Gerječi vasi z 0-4. Ekart medtem mirno vrača proti Petroviču, Korinšek. Korinšek je na levi strani lepo našel Francija, še enkrat pa si poglejmo to prejšnjo priložnost Marjete. Gajser je lepo našel na levi strani Francija, ta pa nekoliko premehko s samim strelom. Drobnjak je vse skupaj mirno razrešil. Na drugi strani Pesničani so odigrali 3 pripravljalne tekme pred letošnjim prvenstvom, vknjižili 1 zmago ter 2 poraza. Špehonja medtem s predložkom proti Kovačiču, žoga je preletela vse in to bo gol out za Drobnjaka. Pesničani so premagali Jakobski Dol s 3-0, nato pa doživeli 2 zaporedna poraza. Marles Hiše so bile boljše z 1-0, Jurovski Dol pa s 3-1. Peterka in Šegula v dvoboju, še vedno Šegula. Kovačič takoj proti Ekartu, še vedno Ekart, brez prekrška nad slednjim. Močan dvoboj je bil to med Mulcem in Ekartom, na koncu uspešnejši Mulec. Kolar. In na levi strani iskal Francija, ta pa ni najbolje odreagiral v tej situaciji, vendarle so Pesničani prav tako zapravili posest. Špehonja proti Ekartu, ta znova poda prostor, kjer je Peterka, v prepovedanem položaju se je znašel slednji. Tukaj smo lahko videli ta prepovedan položaj Peterke. Babšek je hitro izvedel prosti strel, a še enkrat več so gostje zapravili žogo, oziroma ta ostaja v njihovi posesti, a na koncu le out. Gorinšek, Peterka.
Pilih vrača proti Drobnjaku, ta podobno kot v prejšnjem primeru pred nekaj minutami žogo pametno pošilja v out brez tveganja. Gajser proti Ekartu, Ekart se je dobro znašel in Marjeti priigral tretji udarec iz kota. Še enkrat si pogledamo tole akcijo, res dobro je odreagiral Ekart v tej situaciji, iztržil maksimum, znova pa izvajalec kota Gajser. Tokrat proti oddaljenejši vratnici, najvišji v skoku je bil Šegula. Udarec iz kota, že četrti v tem prvem polčasu za Marjeto, tokrat z druge strani, z katere bo izvajalec Gorazd Gorinšek. Na koncu pa out za Pesnico. Nikamor se ne mudi gostom, kot vse kaže, bi Pesničani na tem obračunu bili zadovoljni že z neodločenim rezultatom. Iz avta Pilih. Še enkrat več bo out za goste izvedel kapetan ekipe Pilih. Vajs. Prekršek nad slednjim je storil številko 24 Kovačič. Lahko si ogledamo ta prekršek nad gostujočim napadalcem še v počasnem posnetku. Kar dva nogometaša sta bila preostra nad napadalcem Pesnice. Pilih z lepo podajo prostor proti Roškariču, uspešnejši od njega Petrovič, ta takoj na desno stran, kjer je Gajser. Še vedno Gajser v samostojni akciji. Tako je na levi strani iskal Francija, vmešal se je Mulec. Špehonja, veliko prostora ima Špehonja, še vedno Špehonja. Špehonja je sprožil na vrata Drobnjaka, a zgrešil celotna vrata, tako da izid ostaja 0:0. Poglejmo še enkrat, tukaj so gostje zapravili žogo v zelo slabem položaju, na koncu pa se je Špehonja odločil, da bo sam zaključil ta protinapad domačih. Štuhec proti Kolarju. Znova Žan Babšek. Kolar, Babšek je prebral namero Kolarja, še vedno Babšek. Vajs, Babšek sam pred vrati in 0:1 za goste, strelec pa številko 9, Žan Babšek. Izjemna akcija oziroma na nek način napaka Kolarja je pripeljala do tega zadetka in vodstva Pesničanov z 0:1 v 28. minuti. Še enkrat si pogledajmo ta zadetek, sijajna dvojna podaja je bila to Vajsa, Babšek pa na koncu miren v zaključku akcije in zadetek 0:1 vodstvo Pesničanov. Ne moremo reči, da povsem zasluženo, saj so nogometaši Marjete skozi igro imeli malenkost več priložnosti, a Pesničani so čakali na tisto svojo pravo in jo tudi uspeli izkoristiti. Sedaj pa bomo videli, kakšen odgovor pripravljajo domači. Zagotovo vse prej kot lahka naloga je pred
Marjeto. Pesničani skozi cel prvi del igrajo na nek način obrambno zaprto. Zagotovo sedaj po tem zadetku bodo še bolj strnili svoje vrste v obrambi. Pešl je pritisnil na Ekarta, prekršek nad koncu nad domačim vezistom. Gorinšek s podajo znova proti oddaljenejši vratnici, kjer je bil najvišji v skoku Kovačič in 1-1, hitro so domači nogometaši prišli do izenačenja, a predvsem po zaslugi napake gostujoče obrambe, bi lahko rekli, morda celo vratarja Drobnjaka. Še enkrat si pogledamo v počasnem posnetku, visoka podaja, vratar Drobnjak je zapustil svoja vrata, žoga ga je preletela in Kovačič je mirno z glavo zadel. Hitro izenačenje minuto pozneje domačih. Ekart je lepo našel Francija. Še vedno Franci, v bloku Aljaž Babšek. Prekršek Aljaža Babška nad Francijem in to bo sedaj prosti strel zelo ugodnega položaja za domače. Znova lahko vidimo ta prekršek Aljaža Babška, ki je bil nekoliko nepozoren v tem štartu. Bomo sedaj videli, kateri izmed nogometašev Marjete se bo odločil za strel z tega res dobrega položaja, kot vse kaže, bo na koncu izvajalec Gajser. Gajser zadeve živi zid pesnice. Z velike razdalje še enkrat več Ekart, a tudi tokrat neuspešen poizkus. Slabo je ta prosti strel izvedel Gajser, na to pa tudi slab poizkus Ekarta, bi lahko rekli, z velike razdalje. Drobnjak s podajo, Kolar najvišji v skoku, Franci. Dvojna podaja sedaj Peter Keter Ekarta, znova se je vmešal Aljaž Babšek, Knupleš, Rožič. Špehonja pa nekoliko na pamet, bi lahko rekli, oziroma manjši nesporazum med Špehonjo ter Francijem. Rožič proti Babšku, znova Rožič, Vajs. Manjka ta zadnja podaja, bi lahko rekli, pri nogometaših pesnice, da bi lahko bili nekoliko nevarnejši tudi, kar se tiče faze napada. Iz avta Pilih. Pilih proti Roškariču. Prekršek nad Roškaričem je storil Kolar. Pešl s prenosom igra na desno stran, kjer ima veliko prostora Mulec. Špehonja, prekršek Rožiča. Znova Špehonja, na nje dobro pritisnil Rožič, Babšek, Pešl. Še vedno Pešl. Šegula proti Pilihu. Še vedno Pilih.
Pilih je lepo našel Babška v zvezni vrsti. Dobro se je znašel Babšek, še vedno Babšek v posesti. Roškarič. Roškarič pred Roškom, najvišji v skoku Prejac. Gorinšek proti Ekartu, ta pa sjajno podajo prostor proti Peterki. Peterka je krenil sam proti Drobnjaku. Peterka strelja, vratnica, vendarle žoga se nekoliko srečno Peterki odbila nazaj in 2-1 vodstvo domačih. Hiter preobrat je uspel Marjeti. Poglejmo še enkrat tole akcijo. Hitrejši od vseh branilcev je bil Peterka. Sicer v prvem poizkusu stresel vratnico, na koncu pa brez težav zadev prazna vrata ter vodstvo domačih z 2-1 v 34 minuti je prvi zadetek v tej sezoni dosegel Peterka. V 5 minutah je uspel ta preobrat domačim. Mulec. Pešl proti Vajsu. Napaka sedaj Francija, Mulec. Prekršek Peterke. Babšek proti Pešlu. Franci proti Peterki, ta je z dvojno podajo iskal znova Francija, nenatančen pri oddaji žoge je bil Peterka. Ali bo dovolj hiter sedaj Roškarič, dovolj hiter je bil napadalec Pesnice. Še vedno Roškarič proti Vajsu na mestu Špehonja. Petrovič. Teče 36. minuta prvega polčasa. Mislim, da lahko rečemo, da domači zasluženo vodijo. Babšek proti Pešlu. Rožič nanje pritisnil Špehonja in storil prekršek. V preostalih tekmah tega prvega kroga v včerajšnjem terminu je bilo odigranih 5 obračunov. Peca in Malečnik sta se razšla z neodločenim rezultatom 3-3. Malečnik je na tej tekmi vodil že z 0-3, na koncu pa od 81. ter do 86. minute prijel kar 3 zadetke in na nek način zapravil zmago ter prve 3 točke v sezoni. Pri Peci pa so zagotovo zadovoljni s tem preobratom ter so se izognili porazu na uvodu v prvenstvo. Pričakovana gladka zmaga je uspela Miklavžu, ki je 6-1 ognal Duplek. Kot vse kaže, letos znova nogometaši Miklavža ciljajo zelo visoko. Duplečane pa, kot vse kaže, znova čaka boj za obstanek. Marles Hiše, ki so na svojem terenu z 2-0 ugnali akumulator na tem obračunu, je potekal zelo srdit boj, dobra predstava z obeh strani, na koncu pa so nekoliko srečnejši bili nogometaši Marlesa, ki so z 2 zadetkoma tako zabeležili prve 3 točke v sezoni, akumulator pa bo na njih moral počakati še vsaj do naslednjega tedna. Račam je uspela na nek način gladka zmaga na gostovanju v Rušah proti Pohorju z 0-3. Nekoliko presenetljivo, predvsem to, da so tako gladko uspeli premagati Pohorje. Gre za 2 ekipi, ki kotirata nekje približno enako, oziroma obe ekipi spadata v zgornji del prvenstvene lestvice. Presenečenje pa se je zagotovo zgodilo v Staršah, kjer so domači doživeli poraz proti Radljam z 1-2. Radlje so tako dokazale, da že v tej sezoni morda lahko ciljajo na višja mesta kot v lanskem prvenstvu, oziroma da tudi na gostovanjih v tej sezoni želijo redno prihajati do točk.
Špehonja med tem v posesti, našel je Ekarta. Žogo je Ekartu oduzel Aljaž Babšek, Ekart pa je na koncu nad slednjim storil prekršek ter prijel rumeni karton, prvega na tem obračunu. Še enkrat si pogledamo to situacijo, kar za hlačke je Ekart prijel Babška. Gorinšek. Ekart. Ekart z diagonalno podajo na desno stran, kjer je Kolar. Na koncu slednji ni uspel zadržati žoge v posesti in out bo pripadel Pesnici. Roškarič proti Knupležu, mirno Ekart do Gorinška. Znova Gorinšek. Gorinšek sijajna podaja proti Gajserju, 3-1. Izjemna podaja Gorazda Gorinška, na koncu pa je svoj prvi zadetek v prvenstvu v tej sezoni seveda dosegel tudi Gajser, sijajna akcija domačih. Gorinšek, zares mojstrstvo Gorazda Gorinška, kako je našel Gajserja, ta pa rutinirano za 3-1 v 40 minuti. Povišanje prednosti Marjete na 2 zadetka. Kovačič, Peterka mirno do Gorinška, Franci brez prekrška nad slednjim, Knupleš, Pešl, znova Knupleš, prekršek nad Knupležem je storil Gorinšek. Rožič je iskal Pešla, vmešal se Kovačič, znova Gorinšek, tokrat podaja proti Franciju, a slednji v prepovedanem položaju. Tukaj smo lahko videli, da je bila ta sodniška odločitev pravilna. Prehiter je bil Franci, prosti strel za Pesničane pa bo izvedel Mulec. Petrovič proti Kolarju. Znova Petrovič spodaja na levo stran, kjer je Špehonja. Gajser proti Ekartu. Ekart je lepo našel Peterko. Gajser. Ekart znova proti Gajserju. Gajser se je odločil za zaključek, obramba Drobnjaka. Lepa dvojna podaja je bila to Ekarta ter Gajserja, na koncu pa je samostojnim zaključkom poizkusil Gajser, Drobnjak v tem primeru brez večjih težav. Aljaž Babšek.
Knupleš. Od Šegule tokrat uspešnejši Kovačič, še vedno Kovačič proti Peterki. Pilih. Pilih se je lepo znašel, iskal je Roškariča, Kolar uspešnejši od slednjega. Mulec ter Franci v dvoboju, uspešnejši Franci, še vedno Franci. Iskal je Ekarta, na koncu vendarle slednji do žoge. Ekart v bloku Rožič. Rožič tokrat uspešnejši od Ekarta. Weiss, out na koncu za Pesnico. Mulec do Babška. Pešl spodaja na levo stran, kjer je Pilih. Še vedno Pilih. Pilih proti Roškariču. Še vedno Roškarič. Nanj pazi Kolar. Roškarič vrača do Piliha. Pilih pa vse nazaj proti Šeguli. Na koncu pa žoga znova za domače. Glavni sodnik je medtem odpiskal konec prvega polčasa. Spremljali smo dokaj gibljivo nogometno predstavo, bi lahko rekli. Na odmor pa s povsem zasluženim vodstvom odhajajo domači s 3-1. Sicer so Pesničani v 28. minuti s tem zadetkom, ki ga lahko vidimo sedaj še enkrat po sijajni dvojni podaji Weissa ter Babška prišli do prednosti, nato pa kar 3 zaporedni zadetki domačih. Takoj minuto pozneje je Kovačič po napaki vratarja Drobnjaka prinesel Marjeti izenačenje. Sedaj lahko vse te zadetke vidimo še enkrat. Sijajna podaja je bila tukaj v prostor proti Peterki, ki je poskrbel za 2-1. Na koncu pa še v 40. minuti za 3-1 Gajser po pravi mojsterski podaji Gorazda Gorinška. Poglejmo še ta zadnji zadetek prvega polčasa. Z moje strani pa je bilo to za prvi del vse. Hvala za vašo pozornost in vljudno vabljeni tudi na drugi polčas.